Štetje ogljikovih hidratov pri sladkorni bolezni. Film je namenjen izvajalcem edukacije oseb s sladkorno boleznijo ter osebam s sladkorno boleznijo predvsem tipa 1, ki so že bili poučeni za štetje ogljikovih hidratov in potrebujejo ponovitev. Vsebina filma brez razlage zdravstvenega strokovnjaka lahko vodi v napačno razumevanje. Priporočamo, da se pred ogledom filma po dodatne informacije obrnete na diabetološko ambulanto. Ogljikovi hidrati so zelo pomemben vir energije v prehrani, poleg beljakovin in maščob. So glavno hranilo, ki po zaužitju hrane vpliva na porast glukoze v krvi. Ogljikove hidrate najdemo v različnih vrstah živil. Poznamo živila, ki vsebujejo samo ogljikove hidrate, in živila, ki poleg ogljikovih hidratov vsebujejo še maščobe oziroma beljakovine, ter prav tako vplivajo na porast glukoze. Po drugi strani pa poznamo samo maščobna in samo beljakovinska živila, ki na porast glukoze v krvi ne vplivajo, če jih zaužijemo v priporočenih količinah. Dober vir ogljikovih hidratov so primerne količine zelenjave, stročnic, sadja, mleka in mlečnih izdelkov ter polnozrnatih žit. Pri vseh osebah s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z inzulinsko terapijo, predvsem pa pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1, je največji izziv določanje, koliko gramov ogljikovih hidratov se skriva na krožniku in koliko inzulina potrebujejo za takšen obrok hrane. Metoda štetja ogljikovih hidratov se uspešno uporablja pri funkcionalni inzulinski terapiji in pri zdravljenju sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko. Natančno štetje ogljikovih hidratov je osnova za samostojne odločitve glede odmerka inzulina pred obrokom hrane. Uporabniki te metode morajo zato dobro razumeti njena pravila in jih pravilno uporabljati. Metoda štetja ogljikovih hidratov omogoča boljšo urejenost sladkorne bolezni in veliko lažje usklajevanje obrokov s pravilnimi odmerki inzulina za njihovo pokritje. Vendar samo štetje ogljikovih hidratov ni dovolj. Ključni sta primerna velikost obroka in uravnotežena izbira živil na krožniku. Zakaj štejemo ogljikove hidrate? Znanje štetja ogljikovih hidratov omogoča več svobode pri izbiri primernih živil, preprosto načrtovanje zdravih in uravnoteženih obrokov, občasno poseganje po sladicah in, kar je najpomembnejše, boljšo raven glukoze v krvi. Kako se naučimo šteti ogljikove hidrate? Najprej se moramo naučiti prepoznati živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate, nato pa oceniti, koliko ogljikovih hidratov je v porciji živila in koliko jih je skupno v obroku. Pri tem so nam v pomoč orodja, kot so tehtnica, preglednice in knjižice, deklaracije živil, merilne posodice, žlica, dlan in pest. Za lažje ocenjevanje količine ogljikovih hidratov v živilih uporabljamo tako imenovane ogljikohidratne enote. Ena ogljikohidratna enota je količina hrane, ki vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Pri določanju količine posameznega živila si pomagamo s tabelo za izračunavanje ogljikovih hidratov v živilih. Ogljikove hidrate najdemo v škrobnatih živilih, škrobnati zelenjavi, v sadju, mleku in mlečnih izdelkih, v zelenjavi ter sladkorju in sladkih živilih. Pa si za lažjo predstavo poglejmo nekaj primerov živil in njihovih količin, ki vsebujejo 15 gramov ogljikovih hidratov. V skupini škrobnatih živil so to 30 gramov oziroma pol kosa kruha, 100 gramov oziroma en srednje velik krompir, 60 gramov oziroma ena pest kuhanih testenin in 85 gramov oziroma ena pest kuhane ajdove kaše. V skupini škrobnate zelenjave so to 100 gramov oziroma ena pest kuhanega fižola v zrnju, 120 gramov oziroma ena pest kuhanega graha,
120 gramov oziroma 1 pest kuhane leče, 120 gramov oziroma 1 pest kuhane koruze. V sadju, kot na primer 130 gramov oziroma 1 srednje veliko jabolko, 150 gramov oziroma 1 srednje velika pomaranča, 70 gramov oziroma pol banane, 300 gramov oziroma 1 pest jagodičevja. V mleku in mlečnih izdelkih, na primer v 200 ml jogurta ali kislega mleka. V zelenjavi pa v 3x po 200 gramov zelene solate ali v 3x po 100 gramov paprike. V sladkorju in sladkih živilih pa 15 gramov ogljikovih hidratov najdemo v 25 gramih oziroma v 2 piškotih, 35 gramih oziroma v 2 vrsticah čokolade in v 100 ml oziroma v 1 kepici sladoleda. Ogljikovih hidratov pa ne vsebujejo živila z maščobami, kot so olja, siri, namazi ali oreščki. Ne vsebujejo pa jih tudi živila z beljakovinami, kot so meso in mesni izdelki, ribe, skuta in jajca. Pri beljakovinskih živilih je dovolj, če si zapomnimo tako imenovano beljakovinsko pravilo. Beljakovinsko pravilo pravi takole: če je količina beljakovinskega živila do 100 gramov oziroma ni večja od velikosti naše dlani, ta ne povzroči zvišanja ravni glukoze. Če pa poleg omenjene količine zaužijemo še dodatnih 100 gramov izključno beljakovinskega živila, seštevku ogljikovih hidratov zaradi povečane presnovne dejavnosti obroka prištejemo navideznih 10 gramov ogljikovih hidratov. Metoda štetja ogljikovih hidratov pojasni tudi vpliv beljakovin in maščob na raven glukoze v krvi v povezavi s hitrostjo presnove obroka. Na poti presnove se ogljikovi hidrati v 100% pretvorijo v glukozo in vrh dviga glukoze dosežejo v 1 do 2 urah po obroku. Pri obroku z večjo količino beljakovin, to je več kot 100 gramov beljakovinskega živila, se beljakovine v 50% pretvorijo v glukozo in vrh dviga glukoze dosežejo v 2 do 4 urah. Maščob pa se v glukozo pretvori najmanj, le 10%, vendar le, če jih je v obroku več. Vrh dviga glukoze pa dosežejo v 5 do 10 urah. Kako preštejemo ogljikove hidrate v obroku? Izhodišče za štetje ogljikovih hidratov je zdrav krožnik uravnotežene prehrane. Živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate, na primer krompir, riž, polnozrnata žita in škrobno zelenjavo ali stročnice, omejimo na četrtino krožnika oziroma na 30 do 45 gramov ogljikovih hidratov. Zelenjavo in sadje omejimo na polovico krožnika oziroma na 15 do 20 gramov ogljikovih hidratov. Na preostalo četrtino pa umestimo beljakovine, kot so meso, ribe, jajca ali skuta, za katere v tem deležu ne prištevamo ogljikovih hidratov. Enako velja za maščobe, ki so prikazane v obliki žlice na sredini krožnika. Priporočen vnos ogljikovih hidratov je 50 do 60 gramov na obrok. Takšen obrok bistveno manj obremeni glikemijo po obroku, kot na primer obrok s 100 grami ogljikovih hidratov, kar nam prikazuje graf. Dnevna priporočena količina ogljikovih hidratov je odvisna od življenjskega sloga posameznika. Aktivne osebe zaradi večje porabe energije navadno zaužijejo več ogljikovih hidratov kot manj aktivne. Minimalna dnevna količina ogljikovih hidratov je 130 gramov, kar zagotavlja nemoteno preskrbo možganov z glukozo. Ogljikove hidrate najbolj natančno določimo s pomočjo tehtnice. Ta način štetja priporočamo vsem, ki pri zdravljenju sladkorne bolezni uporabljajo inzulinsko črpalko. V pomoč pri takšnem načinu štetja ogljikovih hidratov sta na voljo knjižici Ogljikovi hidrati v sliki in tabele za izračunavanje ogljikovih hidratov.
Obe knjižici lahko natisnete ali prenesete na svoj pametni telefon. Pa si kot primer štetja ogljikovih hidratov poglejmo obrok, pri katerem bomo uporabili knjižico Ogljikovi hidrati v sliki. Obrok je sestavljen iz 70 gramov rženega kruha, 200 gramov paradižnika, 30 gramov oliv in 40 gramov piščančjih prsi. Koliko ogljikovih hidratov je torej na krožniku? Vsebnost ogljikovih hidratov v rženem kruhu razberemo pod zavihkom kruh na strani 6 in ugotovimo, da 30 gramov rženega kruha vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je več rženega kruha, in sicer 70 gramov, zato bomo uporabili navzkrižni izračun, ki je videti takole. V 30 gramih rženega kruha je 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih je v 70 gramih? Številke navzkrižno povežemo in izračunamo. 70 krat 15 deljeno s 30. V 70 gramih rženega kruha je torej 35 gramov ogljikovih hidratov. Vsebnost ogljikovih hidratov v paradižniku razberemo iz knjižice pod zavihkom zelenjava na strani 29. Ugotovimo, da 200 gramov paradižnika vsebuje 5 gramov ogljikovih hidratov. Zabeležimo 5 gramov, saj je v obroku ravno tolikšna količina paradižnika. Olive so maščobno živilo, ki ga v knjižici najdemo pod zavihkom priloga v poglavju maščobe in maščobna živila na strani 31. Ugotovimo, da olive ne vsebujejo ogljikovih hidratov, zato zabeležimo 0 gramov. Piščančja prsa v ovitku so mesni izdelek, ki ga najdemo v istem poglavju na strani 34. Ugotovimo, da ne vsebujejo ogljikovih hidratov in zabeležimo 0 gramov. Obrok na sliki torej vsebuje 40 gramov ogljikovih hidratov. Več primerov izračunov ogljikovih hidratov v obrokih najdete v videih z naslovom Primeri obrokov. Pri štetju ogljikovih hidratov v živilih in gotovih jedeh lahko uporabimo tudi žepno knjižico z naslovom Tabele za izračunavanje ogljikovih hidratov v živilu. Pa si poglejmo primer obroka, pri katerem bomo za pomoč pri štetju ogljikovih hidratov uporabili knjižico s tabelami. V našem obroku je 60 gramov belega pšeničnega kruha za toast, 200 ml navadnega jogurta, 137 gramska breskev in 50 gramov sira. Vsebnost ogljikovih hidratov v belem pšeničnem kruhu za toast razberemo iz knjižice pod zavihkom kruh na strani 10. Ugotovimo, da 30 gramov takšnega kruha vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku sta 2 kosa kruha, zato zabeležimo 2-krat toliko ogljikovih hidratov, torej 30 gramov. Vsebnost ogljikovih hidratov v navadnem jogurtu razberemo pod zavihkom mleko in mlečni izdelki na strani 15. Ugotovimo, da 200 ml navadnega jogurta vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov, kar zabeležimo. Vsebnost ogljikovih hidratov v breskvi razberemo v knjižici pod sadjem na strani 16. Ugotovimo, da 170 gramov breskve vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V našem primeru je teža breskve manjša, in sicer 137 gramov, zato naredimo navzkrižni izračun. 170 gramov težka breskev vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. Koliko pa jih ima naša težka 137 gramov? 137 zmnožimo s 15 in delimo 170. Izračunamo, da 137 gramska breskev vsebuje 12 gramov ogljikovih hidratov. Sir je pretežno maščobno živilo. Maščobna in beljakovinska živila ne vsebujejo ogljikovih hidratov, zato zanj zabeležimo 0 gramov. V prikazanem obroku je torej skupaj 57 gramov ogljikovih hidratov. Več primerov izračunov ogljikovih hidratov v obrokih najdete v videih z naslovom Primeri obrokov. Najpreprostejši pa je način štetja ogljikovih hidratov s pomočjo dlani, prstov in pesti.
Ta način nam omogoči grobo oceno količine ogljikovih hidratov v različnih skupinah živil. Uporabimo ga lahko na primer na pikniku ali v restavraciji oziroma v primerih, ko nimamo pri roki tehtnice, knjižice ali tabel. Pa prikažimo primer štetja ogljikovih hidratov s pomočjo dlani in pesti. Obrok sestavljajo riž, rdeča pesa, solata iz stročjega fižola in piščančji file pečen na olju. 2 pesti riža, ki je škrobno živilo, vsebujeta 2x15 gramov ogljikovih hidratov, to je skupaj 30 gramov. 1 dlan rdeče pese, ki je zelenjava, vsebuje 2,5 gramov ogljikovih hidratov. 2 dlani stročjega fižola, ki je prav tako zelenjava, pa 5 gramov ogljikovih hidratov. Piščančji zrezek, ki je meso in po beljakovinskem pravilu ne presega velikosti 1 dlani, ne prinaša dodatnih ogljikovih hidratov. Zrezek smo spekli na jušni žlici olja, ki je maščoba in ravno tako ne vsebuje ogljikovih hidratov. Prikazan obrok v seštevku torej vsebuje 37,5 gramov ogljikovih hidratov, kar zaokrožimo na 38 gramov. Vsebnost ogljikovih hidratov v živilu lahko razberemo tudi z deklaracije živila, na kateri je količina že preračunana, a velja za 100 gramov živila. Običajno ne zaužijemo natanko 100 gramov živila, zato vsebnost ogljikovih hidratov izračunamo s pomočjo navzkrižnega izračuna. Kot primer si poglejmo deklaracijo izdelka bio polnozrnati rženi kruh. Na deklaraciji piše, da 100 gramov tega živila vsebuje 36 gramov ogljikovih hidratov. Stehtamo količino, ki jo bomo pojedli, in z navzkrižnim izračunom izračunamo, koliko gramov ogljikovih hidratov vsebuje 123 gramov tega živila. 123 množimo s 36 in delimo s 100. 123 gramov oziroma 2 rezini rženega kruha vsebujeta 44,28 gramov ogljikovih hidratov, kar zaokrožimo na 44 gramov. Preštejmo ogljikove hidrate s pomočjo deklaracij še za ta obrok. Sestavlja ga 300 gramov špinače, 300 gramov krompirja in 100 gramov oziroma 4 kosi po 25 gramov piščančjih medaljonov. Vsebnost ogljikovih hidratov v špinači razberemo iz podatka na deklaraciji, kjer piše, da 100 gramov špinače vsebuje 3,3 grama ogljikovih hidratov. V obroku je 300 gramov špinače, torej 3-krat več, zato 3,3 gramov zmnožimo s 3, kar je 9,9 grama, in zaokrožimo na 10 gramov. Podatek o vsebnosti ogljikovih hidratov v krompirju najdemo v knjižici Ogljikovi hidrati v sliki na strani 14. Ugotovimo, da 100 gramov krompirja vsebuje 15 gramov ogljikovih hidratov. V obroku je 3-krat več krompirja, zato 15 pomnožimo s 3 in izračunamo, da 300 gramov krompirja vsebuje 45 gramov ogljikovih hidratov. Vsebnost ogljikovih hidratov v piščančjih medaljonih razberemo iz podatka na deklaraciji. To živilo je sicer meso, ki ne vsebuje ogljikovih hidratov, vendar je panirano in tu se skriva nekaj dodatnih ogljikovih hidratov. Na deklaraciji piše, da 100 gramov piščančjih medaljonov vsebuje 17 gramov ogljikovih hidratov. V obroku jih je ravno 100 gramov, zato ta podatek zabeležimo. Naš obrok torej vsebuje 72 gramov ogljikovih hidratov. Več primerov izračunov ogljikovih hidratov v obrokih najdete v videih z naslovom Primeri obrokov. Za pomoč pri štetju ogljikovih hidratov lahko uporabimo tudi mobilne aplikacije, pri čemer je pomembna dobra ocena porcije oziroma teže živila v gramih. S pomočjo mobilnih aplikacij lahko preprosto preštejemo ogljikove hidrate v posameznem živilu ali v celotnem obroku. Zdaj znamo šteti ogljikove hidrate. Ni težko, kaj ne? Vas zanima, koliko inzulina potrebujemo za svoj obrok? To vsebino vam razkrivamo v filmu z naslovom Funkcionalna inzulinska terapija ali krajše FIT. Vabljeni k ogledu.